Predstavljajte si umirjen karakter, recimo angleške kraljice in ga postavite v izgled, kaj pa vem, Ane de Armas. Ne gre skupaj, a ne? Dam še eno avtomobilsko. Zapakirajte umirjen karakter hibrida v kakšne linije našpičene kombi limuzine in boste hitro ugotovili, da takšna kombinacija sploh ne obstaja. Pa res ne? Ko je pred 5 leti Akio Toyoda, šef znamke Toyota, rekel, da ne bodo izdelovali več dolgočasnih avtomobilov, je očitno mislil resno. Nova Corolla izgleda bolj agresivno kot pa Focus ST, Megane RS, ok, mogoče je Civic Type R še malce bolj odbit, ampak to so vsi trije športniki, tole je pa umirjen hibrid. Zelo mi je všeč, sploh če pomislim, kako je izgledala prejšnja. Samo pogledajte ta napihnen zadek ali pa spredaj tiste ostre luči. A ni fajn, no? Seveda imajo takšne linije tudi kakšno slabost, v tem primeru je to precej majcen prtljažnik, samo 313 litri prostornine, evo tak, precej plitek je. Ampak tega niti ne štejem kot posebno slabost. Corolla je namreč na voljo tudi kot limuzina ali pa karavan, skoraj 600 litri prtljažnika, če pač potrebujete veliko prostora in obe dobro izgledata. Je pa tudi tukaj za potnike prostora čisto dovolj. Velikokrat pogrešam več svobode pri oblikovanju notranjosti, kjer itak preživimo največ časa. In zato mi je tukaj všeč, da je okolje zelo fajn. Tile merilniki izgledajo zelo futuristično, materiali so svetlobna leta naprej od prejšnje generacije, se vidi, da tekmeci narekujejo kar hud tempo in očitno smo prišli do tretje faze razvoja okolja. Prva so bila stikala, druga samo še zasloni na dotik, no tretja pa je kombinacija obojega skupaj. Večina funkcij ima stikalo, zato je vse skupaj zelo uporabno, zaslon pa poskrbi za preglednost in modernost okolja, čeprav je najmanj lep del vsega. In vmesnik je manj logičen kot pri najboljših konkurentih. Odlagališča pa, ja, za telefon in denarnico tukaj za 2 pijači, povprečno. Prvič sta na voljo 2 hibridni različici, tale je močnejša. Kombinacija elektromotorja in 2-litrskega bencinarja iztisne 132 kW moči, kar je 180 konjičkov, no to pa pomeni pospešek do 100 v 7,9 sekunde. In porabo pod 6 litrov z lahkoto. In vožnjo v čisti tišini večino časa. Precej impresivno, če se vozite večinoma po mestu. Sam pogrešam edino funkcijo brake, ki jo ima zdaj samo še šibkejši hibrid, tale pa ima za bolj športen občutek ob volanski ušesci in vnaprej sprogramirane prestave. Inženirji bi vam povedali, da je v primerjavi s prejšnjo težišče nižje, karoserija 60% bolj toga, jaz pa vam povem, da je vozniško Corolla postala izjemno zanimiva. Deluje lahkotno, enostavno, dobro pregledno, presenetljivo udobno, hkrati pa tudi dovolj ostro, če boste to zahtevali. V ovinke se prav rada zapodi, seveda ni tako navihana kot Focus, ki je itak kralj tega segmenta, dosti pa je ne manjka. Tudi občutek na volanu je dober, mogoče malce prelahkoten, ob tem pa še sedim dovolj nizko, da prav uživam. Namenoma sem pustil pogon za konec. Ja, če ga priganjate, še vedno ropota, ampak ni glasno in tudi ne moteče, kot je s takšnim neskončno stopenjskim menjalnikom to bilo včasih. Tukaj se res pozna dodatna moč in zato priporočam močnejši hibrid, če vas je prej to motilo. Ni pa tistega pravega občutka med pospeševanjem, ker med prestavami vleče tako zvezno in občutek hitrosti dejansko dobiš šele takrat, ko nekoga prehitiš. Lahko bi rekel, da je to največ, kot lahko športnega ponudi hibrid, če tudi to ni za vas, bo pa mogoče enkrat v prihodnosti GRMN, to je Toyotina kratica za prave zverine. €29 stane takšna z bogato opremo Sport in s tole atraktivno barvo. 27, če upoštevam popust, ker je zelo dobra cena. Japonci že kakšnih 10 let trdijo, da so v tem trenutku ravno hibridi najboljša rešitev za majhno porabo in za brezskrbno vožnjo, ko ne bo treba iskati polnilnic, ampak boste samo dotočili gorivo. Mogoče imajo Japonci prav, ampak mene še bistveno bolj navduši to, kako zelo dober avto je Corolla in da boste z njim uživali brez vseh kompromisov. Saj veste, imel bi hibrida, pa je preveč dolgočasen. Ali pa imel bi športni avto, pa preveč žre.
ali pa imel bi električen avto, pa ne vem, kje ga filati. Na, saj ste dojeli.